In to, kar bomo mi postavili, je sistemski zakon, ki bo sistemsko namenjal 100 milijonov evrov iz proračuna, letno. ja. Iz proračuna, od kje pa se javna infrastruktura napaja. A plačujemo mi davke za to, da lahko nekateri pač svoja premoženja skrivajo, jih nalagajo tudi v luksuzne nepremičnine, drugi pa seveda ne morejo preživeti, se osamosvojiti, normalno živeti in to čakati javno. Ja, zaenkrat je sicer samo do 100 milijonov, pa ni še jasno, koliko bo. Zdaj smo že dali 51 milijonov, kar redno se pozablja in se ne pove, gradijo se stanovanjski projekti po vseh občinah, po celotni Sloveniji, v skladu z decentralizacijo in skladnim regionalnim razvojem. Ampak to, da ste napovedali tik pred volitvami tako zadevo, menite, da to ni šlo za mi to napovedujemo od prvega dne. Usklajevali smo se in seveda smo sedaj prišli do točke, ko smo izhodišča za to tudi uskladili. In koliko stanovanj zgrajenih? Zgrajenih pa je vsako leto 1600 stanovanj. Napovedali smo jih 5000, da jih bo zgrajeno 20 000 do leta 2030, gospod Tonin. 20 000 do leta 30 in 100 milijonov letno. Jaz mislim, da bolj, da država neha delati stanovanja, bolj, da ljudem omogoči. Koliko ste pa vi zgradili, gospod Tonin, ko niste namenili niti enega evra za javno stanovanjsko gradnjo, ko niste namenili brez nervoze, gospa, brez nervoze, kar umirjeno. Tako da to, kar pa je do sedaj bilo namenjeno, je pa že 51 milijonov za javno